Ena najbolj znanih slovenskih vizualnih umetnic, ilustratork, oblikovalk, performerk, ustvarja izjemno močne podobe, ki so ogledalo nas, naše ogledalo, ki delujejo hkrati kot uganka in kot rešitev te uganke. Samira Kentrić, hvala, ker ste prišli v goste na N1. Dobrodošli na N1. Hvala, Suzana, za povabilo. N1 podcast s Suzano Lovec. Upodablja družbeno in intimno resničnost svojega časa, s pomočjo simbolov ustvarja situacije, ki želijo izpostaviti bistvo nekega zapleta. Zanimajo jo usode ljudi v stiski zaradi političnih odločitev, na katere nimajo vpliva, in nezdravih tradicij, ki še vedno določajo naša ravnanja. Tako piše na vaši spletni strani. Katere so zdaj tiste situacije, ki vas trenutno najbolj zanimajo? Trenutno delam na dveh vsebinah. Ena je zelo splošna. Težko bi rekli, da je kadarkoli bila bolj aktualna ali bo, ker je ves čas enako aktualna, in to je sicer naš fenomen vida. Samo dejstvo, da pač vidimo, da smo vrsta, ki vidi. Ukvarjam se s tem v najbolj biološkem smislu, na kakšen način vid deluje, kakšna je razlika med človeškim vidom in drugimi živalskimi vrstami, ki vidijo, in pa potem vse te metaforične razsežnosti vida, ker mislim, da oko ali vid je mogoče celo največkrat uporabljeno dejstvo v vseh naših izrekih, ki jih dnevno uporabljamo, v smislu, a vidiš zdaj, v tem metaforičnem smislu. To delate za kakšnega naročnika? Verjetno na koncu nek naročnik bo, ampak ne. Moja želja je si vzeti ves čas, ki ga potrebujem, zato da dobro raziščem, da kvalitetno naredim, in šele potem bom stvar ponudila, ker se mi zdi, če se človek vnaprej zmeni s kakšno založbo, ga potem časovno zaveže, in meni to ne gre potem najbolje, čutim kot pritisk. Tako da te reči, ki jih delam samostojno, avtorsko, vedno šele, ko sem čisto proti koncu, najdem način, kako to prezentirati javnosti. Do takrat pa raje, kot rečeno, si vzamem kar čas. Vizualna komentatorka družbe so poleti napisali kolegi na časopisu Dnevnik za vas. Zdaj, vi ste delali ilustracije za sobotno prilogo Dela, za Dnevnikov Objektiv, za naslovnice knjig, ne? Je to pravi opis, vizualna komentatorka družbe? Se strinjate s tem? Ja, jaz mislim, da odgovarja. Jaz razumem vizualni jezik, ki ga uporabljam kot način izražanja svojega mišljenja, tako da v tem smislu bi to kar lahko bilo. Kako bi danes narisali našo družbo? Smo četrtek, 5. oktober 2023. Kakšna je podoba, ki je v vaši glavi, recimo, družbe danes, ali pa nekaj, na kar vas asociira? Ja, to ste pa zelo težko vprašali. Jaz se s to vsebinami trenutno ukvarjam, da bi težko en sam fokus poudarila. Ampak to, recimo, kar me vendarle v teh mesecih, dneh okupira, so v glavnem feministične teme. Je vprašanje enakosti spolov in kako to prezentirati. Včeraj sem namreč uporabila vašo ilustracijo, ko so ponovno vzniknile te ideje in vznikajo vedno znova, o tem, kako bi ženskam pripisali krivdo in greh za to, ker uresničujejo ustavno pravico, ki jo imajo, ne, o svobodnem odločanju o svojem telesu, o rojstvih, in torej o pravici do splava. In sem uporabila vašo ilustracijo na socialnih omrežjih, kjer ste ginekološki stol v bistvu odeli v barve slovenske zastave, ne. To je tudi ena od teh, recimo, močnih simbolnih ilustracij, ki se mi zdi, da smo se vsi zapomnili. Kdaj je nastala ta konkretno? Ilustracija je nastala že kar nekaj let nazaj, in sicer ob priložnosti, mislim, da je bilo narejeno za Pritličje. Oni enkrat mesečno so vsaj v tistem času menjavali svojo podobo. Jasno je bilo, da je treba izpostaviti ravno tako nekaj feminističnega, neke osnovne pravice, ki jih ženske imamo. Ves čas nekako to, kar ste vi včeraj pač zaznali, jaz mislim, da nas spremlja leta, in ves čas nekako se bojim, da kar enako intenzivno, tako da so te slike pravzaprav tudi ves čas enako aktualne. Skratka, poseganje države, sistema ali onemogočanje nekih osnovnih pravic. Za Dnevnik ste rekli: risanje je meni najbližji način mišljenja in jaz seveda ne morem ne misliti. Misel se mi skoraj da ne zdi resnična, če ni prenesena na papir, da bi misel zdržala,
bi se mi zdela resnična in relevantna, jo moram videti. Zdaj, mnogi med nami v bistvu misli vidimo v obliki podob, ne vsi, ampak mnogi pa, ampak le redki pa imate to moč, da znate to potem narisati na tak način, da tudi mi vidimo to vašo misel. Kako poteka ta proces od tega, da ko neko podobo mislite, do tega, da misel upodobite potem na papirju ali na računalniku, da jo lahko mi vidimo? A ona obstane pa v taki obliki, kot pride prva, koliko je tega dela, od prve misli, prve podobe do tega, kar potem mi vidimo, to ilustracijo recimo? V mojem primeru v glavnem je to zelo, zelo dolg proces. Zelo redko mi nekaj takoj kapne in je to že to. Zelo redko se zgodi, ampak kljub toliko letni praksi skoraj omembe nevredno, kako pogosto. Mislim, da preprosto zato, ker katerikoli fenomen hočeš obdelati, najprej treba razmisliti vse okrog tega fenomena, potem vedno razmišljamo o nekih tipičnih podobah, ki se nam porajajo, ko pomislimo na neko temo, potem se skušam ravno tem tipičnim podobam na nek način izogniti, ker vse to, kot rečeno, je bilo že videno, če vsi pomislimo na to, ko pomislimo na nek pojem. Hkrati se pa še vedno ne smem toliko odmakniti znotraj vizualnega sveta, da bi se pač izgubila vsaka asociacija na tisto prvotno temo. Tako da postopek je kar dolg. Ugotovila sem pa tudi, da dokler nimam jasno izražene misli, kaj si mislim okrog nekega fenomena, tudi ne vem, kaj natanko naj upodobim, če ne lahko samo neke pojme upodabljam. Tako da, če hočem upodobiti misel, nek statement, to ponovadi kar traja. Skratka, treba je razmisliti in potem vedno delam skice na papirju in šele pri skici sem približno lahko ziher, če bo stvar zdržala, ampak šele potem, ko grem v realizacijo, pa vidim, če ja. Hkrati se mi pa zdi, da ravno v tem, če potem na sliki nekako deluje samoumevno. Pravzaprav se mi zdi najbolj uspešne so tiste podobe, za katere se nam zdi, da jih itak že ves čas poznamo, v tem smislu, kako to, da ni že kdo prej tega tako naredil, ker so do tega nivoja samoumevnosti bi rada prišla. Skratka, da potem vsi kar naenkrat prepoznamo, ja, se je to. Ampak kot rečeno, postopek je pa precej dolg. Kako poteka ta igra med simboli? V bistvu, kot ste rekli, vi pač vzamete nek simbol, velikokrat upodabljate nekaj, kar vsi poznamo, ampak to postavljate neke nove relacije ali pa vedno je nek element presenečenja, humor k temu še prideva. Kako poteka pri vas ta igra med simboli, katerega boste vzeli, katerega ne, kateri se vam zdi? Zdaj sprašujem neke zelo bazične stvari, po moje, ampak za vas, ampak za nekoga, ki od zunaj gleda, pa v bistvu to verjetno ni samo po sebi umevno. Vi, ki delate to že toliko let, vam je to verjetno nek impuls, jaz si pa recimo ne znam tega predstavljati. Kako veste, kateri simbol vzeti, da bo funkcioniral in katerega ne? Saj takoj ne vem, zato ponovadi delam več skic z različnimi simboli in potem vidim, kater me nekam dlje odpelje. Tako da malo bolj zahtevno je to, kar ugotavljam, da se mi z leti neke vsebine ponavljajo. Skratka, če jaz upodabljam feminizem, ki sem ga upodobila, ne vem, mogoče že 20krat in zdaj spet nekaj podobnega, kaj lahko jaz še dodam k vsemu temu, kar sem že sama naredila. Tako da dostikrat je izziv ravno to, ker vsebine, s katerimi se ukvarjam, se ponavljajo. Ravno zato, ker so nažalost še enako aktualne. Tako da tukaj je izziv, ampak do zdaj se je še vedno izkazalo, da se da še kaj. In prav pri nedavni razstavi v Kopru, v nekdanjem skladišču soli, na tej vaši razstavi z naslovom Vizije, tam so bila dela, ki so nastajala zadnjih 15 let, ampak ko jih človek gleda, se zdi, da v bistvu so aktualna mogoče bolj kot kadarkoli prej zdaj. To je na nek način žalostno, hkrati pa vedno znova pridejo prav, ker se spomnimo, tega še vedno nismo rešili v 20 letih, recimo. Kakšne ste imeli vi občutke, ko ste recimo te ilustracije razstavljali po toliko letih? Ste razmišljali tudi o tem? Ja, pravzaprav podobno kot vi trdite. Sploh se mi zdi zanimivo tisto 5-letno obdobje, ko sva sodelovala z Ervinom Hladnikom Milharčičem in je on pisal komentar in jaz istočasno risala. In tam so recimo nastajale podobe nekih konkretnih politikov, konkretnih situacij in po vseh teh letih ugotavljam, da marsikje je še vedno isti politik aktualen,
Ampak tudi tam, kjer ni, bi lahko samo zamenjali obraz in bi bila situacija še vedno ista. Skratka, se mi zdi, da so to vse neke take metafore, ki nažalost se izkazujejo za še kar večne, ne? Da vzdržijo. Tako da, ja, tudi jaz nisem imela občutka, da je sploh kaj časa vmes minilo, vsaj na slikah se tega ne vidi. Ervin Hladnik-Nimerharč je bil ravno prejšnji teden tudi tukaj moj gost. Vse poslušalke in poslušalce, gledalce in gledalke napotujem, da si poslušajo tudi pogovor z njim. Govorila sva o vonju po vojni na Balkanu ponovno, o mednarodnem miru, o Ukrajini, tako da res priporočam tudi vse, kar je on povedal. Tudi jaz priporočam vse, kar je povedal. V petek ste imeli performance mislim, da v Kinu Šiška, ne? Tandem Eclipse, Vlasta Delimar, Alma Gračanin, Misterij orgazma. Pogovor kot performance. Akterke komentirajo znana prepričanja o ženskem orgazmu in jih primerjajo s svojimi izkušnjami. Kakšen je bil odziv občinstva? Imeli smo izrazito srečo z občinstvom, ker nekako občinstvo, ki prihaja v Kino Šiška, je na nek način že posvečeno in lahko veliko pričakuje. Tako da pogovor je bil zastavljen tako, če malo opišem situacijo, da sva s Tino, ki se zdaj razumeva kot srednja generacija, povabili mlajšo akterko iz Bosne in starejšo akterko iz Hrvaške. Skratka, želeli sva to neko prostorsko povezavo, ki ni izključno znotraj Slovenije, in medgeneracijsko povezavo, in fokus naj bi bil izkušnje našega orgazma, ženskega orgazma, deliti skratka to najbolj intimno, kar smo doživeli ali kar okrog tega razmišljamo. In sam pogovor, performance smo v bistvu sestavili na tak način, da vagina, ena od performerk, je služila temu, da je vsebovala listke z 9 tipičnimi izjavami o ženskem orgazmu. Potem smo akterke druga za drugo naključno oblekle te listke, prebrale, kaj piše na listkih, jih komentirale in hkrati povedale svojo izkušnjo. Ali je to tako, kot piše na listku, ali kako drugače. Skratka, čim bolj osebno in nekako nekorektno, to je bil naš cilj in način. Smo se odločili, skratka 9 listkov je bilo, odločili smo se, da 6 odgovorov me povemo, 3 so pa ostali za publiko. Tako da potem smo pozvali publiko in dejansko, kot rečeno, publika je sodelovala, tako da se je razvilo v kar simpatično debato. Zanimivo mogoče tudi z tega vidika, publika je bila seveda približno pol moški, ženske, da osebe, ki so prišle izvleči listke, so pa vendarle bile izključno ženske. Potem so komentirali, je to okej ali to ni, ampak mislim, da je kar prevladalo mnenje, da se lahko tudi samo ženske govorimo, bo tudi čisto v redu. Katere pa so najpogostejše recimo zmote ali pa najbolj zgrešene predstave? Notri so bile izjave v smislu, da ženski orgazem v povprečju traja 17 sekund, da je orgazem močnejši, če je oseba zaljubljena, take, da revščina ogroža orgazme, podobno. Če nekako povem še eno tako naivno vprašanje ali pa vprašanje nekoga od zunaj, kako torej narisati zgodbo v eni sličici? To je bilo tudi vprašanje lani ob razstavi v Cankarjevem domu. Kako torej narisati zgodbo v eni sličici? A se spopadate kdaj s težavo kot ilustratorka, da zgodbo v eni sličici ne morete narisati? Mislim, predvsem se mi zdi, da vsakič ne rata idealno. To tudi je treba vzeti za kup. Mislim, da to tako je, za tega ponavadi, ko so razstave, izpostavljamo izključno tiste, za katere mislimo, da so uspele. Ampak zame je to ves čas največji izziv. V eni sliki povedati vse, kar imaš za povedati. Nikoli nisem imela želje, da bi risala klasičen strip, kjer se zgodba nadaljuje iz slike v sliko. Zame je še vedno najmočnejši način povedati takoj vse in po možnosti povedati brez pomoči besed. Skratka, tudi tam, kjer je slika kombinirana s tekstom, si želim, da tudi če tega teksta ne bi bilo, bi slika zadostovala. Malo verjetno tudi z te želje, ker se mi zdi, da
živimo v času, kjer se zelo težko vzamemo čas za karkoli, kar traja v času. Vsaj jaz osebno tudi pogosto nimam veliko potrpljenja, tako da tudi sama potem isto pristopam. Tako želim imeti nekako gledalcu na nek način čim manj časa, da čim hitreje zapopade, za kaj gre. Hkrati pa želim, da so te podobe dovolj provokativne, da bo ta človek po možnosti še nekaj časa vendarle razmišljal o tem, kar je videl. Ampak skratka, želim pa, da čim prej zapopade, kaj je videl. Mislim, da sem prebrala, da ste nekje rekli, da v bistvu vas zanima ta odziv, ne glede na to, kakšen je, da v bistvu ta podoba more zbuditi nek odziv, ne? Da je to tisto, ker a se vam zgodi kdaj, da kakšni jezni ljudje, mislim, imate kakšne jezne odzive, dobite tudi kakšne negativne odzive, na kakšen način pridejo do vas, recimo nezadovoljni ali pa frustrirani ali pa kako to pride do vas. Sej, pri Eklipsu bom še nekaj povedala, ne par stvari, ko prideva do Eklips, ampak recimo, kar se tiče ilustracij, ste že kdaj doživeli kakšne negativne reakcije, pa na kakšen način? Zdi se mi tako, da redko kdaj pridejo neposredno do mene, razen v oblikih nekih komentarjev na Facebooku, kar seveda človek ne more imati resno, ampak tako malo ali vidim potem, kje druge, kaj je objavljenega, tako da ja, za časa prejšnje vlade se mi zdi, da sem doživela nekaj napadov, ampak od tega se človek preprosto, vsaj jaz sem se sposobna kar distancirati, no, se mi zdi, da to nekako tudi paše k temu, jaz na nek način to celo razumem kot uspeh, ne, ker moja želja vendarle je, da podoba je provokacija, da sproža neko misel. Je pa zanimivo, da se mi zdi, če pri podobi ni zraven nekega teksta, ki razlaga to podobo ali kakorkoli, je pogosto tako, da si neko podobo lahko razlagaš tako pozitivno kot negativno, odvisno kakšno je tvoje stališče bilo že prej, ne. Tako da moj občutek je bil, da takrat, ko se napada moje delo ali še raje mene, gre bolj za to, da ljudje, ki to počnejo, nekako poznajo verjetno mojo življenjsko filozofijo in stališča in potem sklepajo, kaj sem jaz mislila. Ker ne nazadnje se mi zdi, da ko se človek počuti dovolj sprovociranega, da napade nazaj, se nekako prepoznal, predvidevam, ne. Tako da mislim, da to samo poudarja to, da te podobe, pravzaprav, ker podobe sporočajo, zelo drži, če ne, zakaj bi se človek sploh odzval. Da učinkujejo. Vaše naslovnice, ki jih naredite za različne knjige drugih avtorjev, so hkrati del te knjige, ne, za katero delate naslovnico, hkrati pa imajo, se mi zdi, tako svoje življenje. Kako poteka to delo, ko delate v bistvu naslovnico za knjigo? Ali je vedno vsebina tista, zaradi katere recimo na začetku rečete ja? Vedno preberete najprej knjigo in rečete, to bom delala, to ne bom delala. Ali se mora vedno ta vsebina knjige strinjati z nekimi, se morate vi strinjati z neko rdečo nitjo, z bistvom tega, kar knjiga želi povedati? Bi kdaj delali tudi za naročnika, s katerim recimo se ne bi strinjali? Mislim, načeloma jaz nisem zbirčna, si tega tudi ne moram poročati, niti nimam te potrebe. V glavnem me doletijo knjige, ki imajo neko humanistično ali družboslovno vsebino, večkrat to kot leposlovno. Ni mi pomembno, da se nekako strinjam z bistvom knjige, niti mi ni tako zelo pomembno, da tudi to knjigo, ali to knjigo občudujem ali ne. Vedno pa knjiga ima neko vsebino in itak si ne želim še enkrat sporočiti isto, kar sporoča knjiga. Tako oblikovno se zavedam, da bralec ali gledalec, skratka nekdo, ki pride prvič v stik s to knjigo, ki sem jo jaz ilustrirala, to, kar bo najprej naredil, je, da bo prebral naslov in sliko na naslovki skupaj. Skratka, zdi se mi fajn, če se zgodi neka fajn dinamika med naslovom in sliko, tako kot smo prej rekli, da se spet nekaj sproži, da se nekaj sprovocira in potem, če je tam noter nekaj, kar ni povsem v skladu s tem, se mi zdi, da je to povsem okej, ne nazadnje, nas je več avtorjev knjige, ne, tako da mislim, da je to čisto v redu, nimam nobenih težav. Tudi prej, ko sem ilustrirala časopisne članke, človek se tudi dostikrat mogoče ne strinja s stališči, pač narediš svojo podobo, v bistvu držiš se vsebine, ne pa nujno messagea, ki jo ta avtor, ki je pisal, ki ga želi sporočiti. Ker se vam zdi verjetno, da je ta podoba v bistvu komplementarna, ne pa nujno, da morajo odslikavati. Oziroma ni fajn, če odslikava neposredno. Jaz mislim, da celo ja, ni zaželjeno. Ne.
Sem pa opazila celo to, da ni nujno, da tiste knjige, ki so mi bližje, ali pa vsebine, ki so mi bližje, da bolje ilustriram. Sploh ne. To je res veliko enih faktorjev vedno v igri in ravno za tega nima nobenega smisla izbirati, ker se mi zdi, da dostikrat nekaj zelo podobnega rata tam, kjer nisi pričakoval. A nekateri projekti, kot ste prej rekli, to, kar delate zdaj z očmi, nastajajo verjetno dlje časa, tudi vaše knjige, v katerim pridemo, nastajajo dolgo časa. Nekatere stvari, recimo ilustracije za kolumne, omenili ste Ervina Hladnika, Milharčiča in tako naprej, nastajajo verjetno v zelo kratkem času, ne? Bi rekla par dneh. Joj, ko bi le bilo par dni. Včasih tudi en dan, ne? Ne, celo manj. V resnici teh 5 let, ko je nastajala ta kolumna z ilustracijo, sva se ponovadi z novinarjem slišala, recimo v torek zvečer, se pogovorila, kaj je vsebina, kaj se dogaja, kaj približno bo Ervin spisal. In potem sva istočasno naslednje jutro dopoldne začela delati in mislim, da tam do 1:30 sva imela oba rok za oddajo in to je bilo to. Tako da stvari so se naknadno sestavile in funkcionirale. Predvsem je vladalo neko veliko zaupanje, da se bo to sestavilo, kar se mi sploh zdi, da je osnova, da človek lahko sproščeno dela. Sem pa zelo vesela tega obdobja, ker se mi zdi, da te nauči discipline, hitro razmisliti, hitro reagirati, tudi potem poenostavljaš stil, ker veš, da detajlov ne moreš izpiliti. Skratka, delati na tem, da čim hitreje pride message skozi. V tistem času mi tudi ni bilo toliko pomembno, je vse tako v nulo izrisan, raje bi zapostavila stil kot vsebino, no? Tako se mi zdi pri medijih, pri časopisih ali kakorkoli, ne, v novinarstvu se mi zdi tako, da je zelo fajn, vsaj meni je zelo fajn, da čim prej pride vsebina skozi, ne, tudi če naredimo kakšno manjšo napako. Ker preprosto tega časa ni in tudi ni toliko pomembno, ker ne gre toliko za stil, kot gre za message, se meni zdi. Rekli ste tudi prej, da vam ni toliko pomembno, oziroma da lahko vsak bere vaše podobe tudi preko sebe na različne načine, verjetno, ne? A se kdaj vprašate s tem, torej se neverjetno vprašate, ali bo kdo narobe razumel, kar hočem povedati? Ne. Ni poanta v tem. Ne, nikoli ni poanta v tem. Pravzaprav sem vesela, če vidim, da je kdo kaj čist drugače prebral. Ne želim diktirati načina branja, želim predvsem, kot rečeno, sprovocirati interes, od tam naprej pa seveda vsak po svoje. Koliko časa pa nastajajo, če ste zdaj opisali, kako je z kolumnami, za časopisne članke, mislim, za kolumne v časopisu, pa kako dolgo nastajajo neki projekti, kaj pa recimo naslovka knjige, kako pa to nastaja? Je to tudi dolgotrajen proces? To pa je malo odvisno, tudi koliko časa mi dajo, v manj kot enem tednu vsekakor ne morem narediti, to sem ugotovila. Idealno je 2 do 3 tedne, ker pri vsakem mojem delu, predvsem pri naslovnicah ali pa pri teh slikah, ki povejo zgodbo znotraj same sebe, je najdaljši proces ravno priti do tega, kaj narisati. Jaz lahko predvidim čas, ki ga potrebujem, da se bo ta stvar izrisala, ne morem pa vnaprej vedeti, koliko bom potrebovala, da se spomnim ideje. Ne? Tako da za tega imam raje malo daljši čas, ker to je res še kar nezanesljivo. In tudi v tistem času sem pa še kar nervozna, tako ves čas imam to nekje zadnji, karkoli počnem, še to zraven tuhtam. In pač za tega je to malo daljši proces. Takrat, ko vam pade ideja, si jo narišete, napišete, poveste? Narišem. Ja. Sicer dosti dobro lahko precenim, če bo šlo, ampak moram še naskicirati, da vidim, če bo. To poteka ročno? Najprej vedno ročno. Ja, s kuljem v mojem primeru, ampak ja, vedno ročno najprej. O naročilih ste nekoč rekli, mislim, da v oddaji Likovni odmev na nacionalki, da živite od naročil, a da pazite, da so takšna, da so relevantna. To je torej tudi to, kar smo zdaj govorili, v bistvu o relevantnih družbenih problemih v vsakem primeru rišete. 3 knjige so pa tudi knjige, ki so vaše, ne? Ki ste jih vi, ki ste celovita avtorica njih, ne samo ilustracij. Ne? Balkanalije, ki je v bistvu o odraščanju v času razpada Jugoslavije in ki je v bistvu knjiga o vas, prav vas. Ja, avtobiografska, rečemo. Tako. In potem je Pismo Adni in Adna, 2 knjigici, ki tematizirata begunstvo. Veliko slik, tudi tekst, spretno komponirano eno z drugim. Zelo močna knjiga, recimo, so Balkanalije, ne, ko človek gleda, ko lista, ko bere, kaj vse se prepleta.
A je vam pomembno to poimenovanje? Nekateri rečejo, da gre za strip, eni rečejo, da je knjiga, eni rečejo, da je grafična knjiga. Kako vi rečete svojim knjigam? Mislim, osebno mi je vseeno, kako drugi temu rečejo. Če se mene vpraša, jaz mislim, da je meni najbolj sprejemljiv izraz grafični roman. Zdi se mi, da je grafični roman tudi malo širši pojem od risoromana, ki je sicer tudi zelo simpatičen izraz, ampak se mi zdi, da se v teh knjigah, ki so risane, pogosto pojavljajo tudi kakšne fotografije ali pa kakšna druga tehnika in potem ta grafičnost zajame, mislim, da malo več kot risbo. Z tega mi je nekako simpatičen. V Mladini je bil briljanten opis takrat leta 2015 o Balkanalijah. Mogoče najboljše, da kaj preberem. Vsi so protagonisti v tej veliki zgodbi, torej v vaši knjigi, v kateri se avtorica znašla. Tovariš Tito pozira z Disneyjevim Bambijem na Titovki, Kučan na TV zaslonu, pokritem z izvezenim prtičkom, sporoča, da je Slovenija razglasila samostojnost. Radovan Karadžić na kolenih laja kot pes, Charlie Chaplin med ortodoksnimi židi vtika palico v razpoko v zid oblikovanja, Karl Marx premišljuje o socializmu ob ponarejenih kitajskih supergah znamke Nike, Nietzsche na laptopu išče Boga, Chippendales z Umproferjevimi čeladami pa plešejo s kostmi žrtev balkanske morje. Vse to ste združili skupaj z vašo osebno zgodbo. Začne se z vašimi starši vas in vaše sestre. Vi izhajate iz migrantske družine, vaši starši so prišli kot delavci iz Bosne za časa Jugoslavije. Kako recimo spremljate, sicer so to drugačne migracije, niso znotraj ene države, pa vendar, ko gledate poročila o begunski problematiki, ne danes, ampak ta leta? Kako obširno. Iz Balkanalij sem prišla, mogoče, če obrnem vprašanje. Ko ste pred leti pisali, risali Balkanalije, ko so izšle, in vsa ta leta po njih, a se ta vaša zgodba pri vas tudi prepleta s tem, recimo, ko gledate, a v njihovih usodah, kar vidite, slišite tudi o tem, kako mediji poročajo o njih, ali kakorkoli v bistvu to povezujete tudi s tem, da ste sami iz migrantske družine? Tako, ja. Kot ste tudi že poudarili, to migrantstvo v tistem času po svoje tudi ni bilo dosti drugačno migrantstvo, kot priti mogoče iz Maribora v Ljubljano. Nekaj več razlike, ker so starši prihajali iz okolja, kjer je druga religija, malo drugačen jezik, ruralno, urbano okolje, to so te glavne razlike, ki so se zgodile. Ampak ja, prišli so delati. Medtem ko to, kar je tudi v knjigi Balkanalije predvsem poudarjeno, zgodila se je vojna in takrat je našo hišo, imeli smo, mislim, da v hiši za časa vojne 12 beguncev, in smo skupaj živeli. Tako da to je bila ta konkretna izkušnja mojih najstniških let z begunci. Videla sem, kako se jih obravnava in potem... V Grosupljem, ne? V Grosupljem ali pa nasplošno v Sloveniji v tistem času. Koliko so dobrodošli, s kakšnimi težavami se srečujejo, kaj si želijo. Vse to je zelo raznoliko. Čisto vsak begunec, koliko vsak človek ima in druge na nek način želje, težnje, izkušnje odpre in druge zaključke potegne iz tega, kar se mu je zgodilo, tako da se ne da posploševati. Ampak ja, zanimivo je, da skratka začetku 2015 je išla ta knjiga in že kmalu zatem so prek naših krajev v večjem številu začeli prehajati begunci. In seveda je to na nek način povezano, tako je to sproži neke asociacije. Nažalost, predvsem to očitno dejstvo, kako manj zaželeni so bili, kot so bili begunci za časa vojne ob razpadu Jugoslavije. In meni se preprosto ni zdelo, da se v tistem trenutku da govoriti ali pa upodabljati o čem drugem, kaj drugega, kar to, kar se nam dogaja. Pismo Adni, prva knjiga, ki pač ni avtobiografska in obravnava begunsko tematiko, izraža pravzaprav ta moj gnev, kako se znotraj EU pripoveduje ta zgodba prihoda beguncev. Tudi pri nas, to vsi glavni mediji, begunski val, kriza. Mislim, o čem mi tukaj govorimo, tako groza od groze, tako da hotela sem prikazati ta pogled medija,
na begunca. Ker se skoraj nikoli ne zgodi obratno, seveda, ker mi smo tisti, ki jih gledamo, te, ki prihajajo. Mi jih opazujemo in nikoli obratno. In rekli ste, da ste potem čutili neverjetno dolžnost do te Adne, ki je v prvi knjigi v bistvu otroka, ne? Da nadaljujete zgodbo, da vidimo, kaj se je z njo zgodilo kasneje, ne? Da je nekako živela z vami, ta fiktivna oseba. Ja, da je želja tako, da je jo bila. poznate, ne? Zato ste potem še drugo knjigo narisali, napisali. Ne? Ja, želja je bila ta, če je v prvi knjigi ona otrok, skratka, nima možnosti, da karkoli sama naredi, ker je podvržena okoliščinam, je v drugi knjigi. Želela sem si nadaljevanje, kjer bo ona nekako že mlada odrasla, da bo imela že neko izoblikovano prepričanje o svetu in kaj lahko ona s to svojo izkušnjo, če štarta iz te begunske izkušnje, kako lahko doprinese vnaprej. In tudi, kaj so travme, seveda je to spet zelo individualna zgodba, pa vendar na nek način tudi povzetek vsega, kar me je tudi osebno srečalo, ker sem tudi večkrat sodelovala z begunci na tak in drugačen način in slišala veliko teh zgodb, kot rečeno, tudi že od malega, tako da sem imela željo, da to osebo, ki je sicer fiktivna, pa vendar emancipiram. To, kar v prvi knjigi ne morem, ker je še otrok, sem si želela, da potem ta oseba najde nek način, da lahko vendarle kvalitetno in zaživi in doprispeva pravzaprav v našo družbo. Tukaj si bom samo še dovolila en oklepaj še. Vsi, ki vas zanima ta problematika, pred časom smo posneli tukaj z Ano Fabijan, z Samom Bardutskim pa z Urošem Škerlom Krambergerjem en podcast o begunski problematiki. Letos poleti smo ga posneli, tako da mogoče ta pogled z druge strani, ker oni se dnevno srečujejo tudi danes s to problematiko, tako da toplo tudi to priporočam poslušanje oziroma gledanje. Ja, tudi to je tema, ki je nekako večno prisotna in nažalost enako aktualna. Ja, in nažalost tudi ta pogled. Ne, tako kot ste rekli, na drugačen način smo mogoče, ali pa je družba sprejemala begunce iz Bosne, pa zdaj recimo begunce iz Ukrajine, na čisto drugačen način kot vse druge begunce, ki jih veliko bolj za tujce jemlje slovenska družba kot te dve kategoriji, recimo, ne. Ena od vaših naslovnic je bila tudi naslovnica knjige Zakaj ne pišem Dijane Matkovič. A se vam kdaj zgodi, da v bistvu recimo obratno, da obstaja neka knjiga, ki ste jo prebrali, pa in niste ilustrirali naslovnice, pa da se vam zdi, to bi pa jaz rada ilustrirala, ali pa da dobite idejo ob knjigi, ki jo berete, pa ni knjiga, ki jo boste ilustrirali? Ne, moram reči, da to pa zelo redko. Ne. Opazim pa, če je slaba ali dobra, to pa ja. Ampak od tam naprej več kot toliko se pa ne ukvarjam. Ja. Tudi če je slaba, če me zanima knjiga, priznam, bom ravno tako kupila. Še bolj pogosto se pa dogaja, da če je knjiga lepa, jo kupam. No, to imam pa kar navado. Da mora biti estetsko. Ja, če je knjiga tako, pač po mojih standardih seveda, mi je pa vseeno celo, če ne razumem jezika, recimo. Da kupite recimo že zaradi naslovnice? Naslovnice ali pa bolj pogosto, recimo zdajle sem preživela 1 mesec v Berlinu in sem domov prinesla 9 grafičnih romanov, če vseeno so v nemščini ali kakšnem drugem jeziku, ker preprosto so tako lepo izdelani. In ker slika govori sama po sebi? Tudi, ampak še celo to mi ni pomembno. Prav gre za stil in ta občutek, ko knjigo primem v roko. Okay. Ko človek bere tekste o vas, se ena stvar ponavlja ves čas, ko drugi pišejo o vas, to je močno sporočilo. Močno sporočilo, močno sporočilo. Kako dosežete, da je to, nekaj ste že rekli, sva že govorili o simbolih in kako z njimi delate, ampak kako dosežete kot vizualna umetnica, da je sporočilo močno in neposredno, oziroma da vmes ne razvodeni med tem, kar vi narišete in med tem, kar jaz vidim. Kako v bistvu ta moč sporočila pride čez? Jaz še vedno mislim, da v osnovi gre najprej za to moč mišljenja. Jaz mislim, bolj kot imamo izdelana stališča, bolj kot smo nekako tudi notranje motivirani, da nekaj povemo, močneje to pride ven. Ne? Tako da vsekakor je to vedno in zgolj na podlagi tega, da imaš
izrazito izdelano mnenje o nečem. In izdelate si ga, to ste mislim, da že rekli, tudi na podlagi tega, da se veliko pogovarjate z drugimi ljudmi. Mislim, da ste rekli, da imate srečo, da lahko govorite z ljudmi, se izobražujete, jih vprašate za mnenje na tak način. Ne? Torej, o čem vse mislite, da je treba imeti mnenje? Jaz mislim, da po možnosti je treba imeti mnenje o marsičem. Meni je pomembno, da sem v življenju v stiku z zelo različnimi skupinami ljudi, predstavniki zelo različnih, rečemo temu, kar tudi razredov, jaz to čisto rada uporabljam, ker pač razredi obstajajo, in se tako soočaš z njihovimi zgodbami, veš, kaj je tisto, kar komu manjka, kako kdo razmišlja. Skratka, imeti pogled pravzaprav v čim širši razpon znotraj družbe in dosti več poslušati kot govoriti, in to mislim, da je pravi način. In seveda vedno zavzeti stališče šibkejšega, kako pa ne, ker kot pravi sama fraza, da družba je to kvalitetno, kot se dobro počuti najšibkejši člen znotraj nje. Kako pomembna je za vas popkultura? Veliko jemljete iz popkulture, simboli, ki jih vsi poznamo, jih prepletate z drugimi simboli. Kje se konča popkultura, kje se začne kultura in ali je ta ločnica sploh obstaja? Za mene. Jaz imam popkulturo tudi čisto rada, sem veliko tega konzumirala in tu se mi zdi, če razumem svoje delo, v kombinaciji s to željo, da ljudje razumejo, kaj želim sporočiti, moram nujno uporabiti like, predmete, ideje, ki so prisotne v popkulturi. Tako da nimam nobenih težav. V resnici mislim, mene nobena ločnica ne zanima, mislim, da kar je kvalitetno nekako zaznamo ali se pogovorimo o tem, itak o okusih se ne razpravlja, tako da ne, nimam nobene želje, niti da bi ta polja definirala, niti da bi sebe kamorkoli uvrstila. Katera ilustracija pa je dobra za propagando? Zdaj, jaz imam doma recimo eno knjigo o propagandi v času druge svetovne vojne in so noter ilustracije recimo iz fašistične ilustracije, iz nacistične Nemčije, ilustracije, ki so jih zavezniške države delale, japonske ilustracije. In v bistvu izgledajo zelo podobne. In sem se potem spraševala, ko sem v bistvu se pripravljala na intervju z vami, kaj je dobra propaganda. Namreč vi ste diplomirali iz teme razvoj vojne propagande in možnost kontraudarca, oprostite motnje. Pa bi vas vprašala, kaj je torej dobra propagandna ilustracija in zakaj so vse enake? Ja, mislim, da ste pravilno opazili, ne. Ravno včeraj je bila neka priložnost, ko smo ponovno spregovorili o plakatni aferi, ki smo jo imeli v Sloveniji leta 87, ki je opozorila točno na to, ne. Če ti vzameš neko nacistično podobo in ji pripišeš samo neko drugo misel ali zamenjaš kakšen simbol, je to lahko že zelo kvalitetna reklama za nek popolnoma drug sistem. Jaz mislim, da sistemi nasplošno težijo k tej neki heroizaciji, k nekim klišejem, ker ne nazadnje te podobe, ki jih sistem proizvaja, morajo kazati sistem v najboljši luči. To pa je na nek način vedno zelo podobno, ne. Gre za neka idealna telesa, gre za mladost, gre za zelo presenetljivo pogosto neke družinske vrednote in kombinacija tega vedno, ne glede na sistem, nekako rezultat je isti, ne. To je tisto, kar sistem predvideva, da je ljudem najbolj všeč in pogosto se tudi izkaže za resnično. Mogoče znotraj zgodovine propagande je meni vedno zanimivo tisto prvo obdobje, tam od leta 1917 v Sovjetski zvezi, podobe, ki niso realistične. To je, vsaj jaz ne vem za neko drugo obdobje v zgodovini, ki bi na tak način propagiralo, da bi s tem propagiral sam sebe s podobami, ki so popolnoma abstraktne, ne. To je to obdobje konstruktivizma, ko so nastajali neki plakati, kjer so neke osnovne oblikovne forme nastopale, kot krog, trikotnik, kvadrat, in je že to nekaj pomenilo. Tako da recimo znotraj propagande je meni to še posebej ljubo obdobje, ker je tako različno od vsega, kar smo videli prej in potem. Drugače pa ja, mislim, klišeji delujejo, če ne se jih ne bi ves čas znova uporabljalo. Kako naj uporabnik popularne kulture države in tega sveta loči med propagando in umetnostjo?
Jaz mislim, da tukaj gre predvsem za našo razgledanost. Ne? Ni druge. Ko ste zdaj omenili plakatno afero, da ste včeraj govorili, to na tem pogovornem večeru, ki ste ga včeraj vodili? Tako, ja. Ja. Bila je priložnost, kar povem malo. Ja, kar povejte. Skratka, od Mire Furlan soprog Tako, je v Sloveniji. Je bil moj gost, jaz sem se pogovarjala z njim o knjigi njegove žene, Imej me rajši od vsega na svetu. In ta plakatna afera leta 1987 je nekako vplivala tudi na njegovo življenje v tem smislu, da je bil on takrat študent režije v Beogradu, skušal je istočasno narediti izpit iz dokumentarca, ki ga je naredil o Laibachih takrat, in nekako je to postalo problematično in mu ni uspelo speljati tega izpita. Odpovedali so se celo sami projekciji tega dokumentarca in je trajalo kar nekaj časa, preden je on našel način, da to stvar zaključi in tako naprej. Ampak skratka, bil je nek čas, ko so se potencirali in neki pritiski in seveda konec 80-ih zelo jasno že neke nove ideje in ta plakatna afera v tistem času seveda za tega toliko bolj tudi dobila več toliko prostora in pozornosti. Ko v bistvu jaz razmišljam o Miri Furlan in o teh sporočilih, ki jih je ona pač dajala in o tem pogumu, ki ga je pokazala, ko je reagirala, kot je reagirala, nekako se ne morem znebiti tega vtisa, ne, da ko vedno govorimo tako pavšalno, da ljubezen v bistvu vse reši. Ne. V bistvu ne, Jugoslavija nobena ljubezen ni rešila. Ne. Hočem reči, ljubezen včasih ne premaga nekega sovraštva. Ne. In njuna zgodba, to, kar se je njima zgodilo in kako se je nadaljevalo, je tipičen primer tega, kako ljubezen ne nujno premaga sovraštva. Ja, hkrati pa, če pogledamo drugače, ne, je pa njuna ljubezen obstala. To pa je. In to je velika reč, ne? Od strani toliko zunanjih pritiskov, da ljubezen zdrži, se mi zdi wow. Ena zelo lepa misel je tudi znotraj njene knjige, ko se ona sama sprašuje, zakaj je ravno ona tarča. In mislim, da zelo pravilno ugotavlja, meni je ta misel zelo simpatična, ravno zato, ker ta njun odnos kaže, da je možno. Sobivanje je možno, celo kaj več od sobivanja je možno. Torej, nacionalizmi, ideje nacionalizma se motijo, kajti to je konkreten dokaz, da se da. In to je res ena močnejših misli v tej knjigi. Ampak morala sta pa ven, v bistvu. Ne? Morala sta pa ven, ja. In ugotovila potem, da tudi zunaj mogoče ni tako zelo drugače. Ne? Ali se kdaj zgodi, da se ustavite pred nekim problemom in da rečete, ne, tega pa ne bom upodobila? Nekaj, kar bi se samo cenzurirali, recimo. Se je to že zgodilo? Da je kakšna tema taka, da ste rekli, ne, tega pa ne? Samo cenzurirala, mogoče tam, kjer sem sama razmišljala. Mislim, če naročilo, pač najdem nek način, da to speljem. Včasih sem mogoče sama pa razmišljala, da bi nekaj upodobila, pa se mi je na trenutke zdelo, da mogoče ni pravi čas. Mogoče celo, da ne bi bilo fair do te osebe, ki bi jo upodobila, da jo upodobim na tak način, kot mi je kapalo, za katerega sem kar prepričala, da bi mogoče delovalo. Ne bi se mi pa zdelo fair to izpostaviti, zato, da kljub temu, da to kaže na neko resnico v tem trenutku, imam jaz dovolj vedenja o delovanju te osebe, da je to specifika znotraj delovanja te osebe. Skratka, takrat, ko se mi zdi, da bi kaj škodilo, se včasih odločim, da ne, zato, ker se mi zdi, da dolgoročno to nima smisla. Tako da ja, včasih se čemu odpovem, ampak ponovadi so to potem neke reči, ki lahko kdaj kasneje pridejo ven. Zamenjam, skratka neka ideja, ki deluje, pa potem mogoče kdaj kasneje zamenjam like ali kako drugače upodobim. Ampak ja, mislim, seveda imam neka lastna etična merila in znotraj tega, tudi če se mi zdi, to bi bilo pa the best, vse zelo redko sicer, ker vedno me skoraj da premaguje ta želja, da če je neki dobre ideje, da treba upodobiti, ampak ja, sam pa tja vse držim nazaj, če se mi zdi, da ne bi bilo pravzaprav fair do teh oseb. Aha, čeprav razumem, ko se vam zdi, da bi nekomu škodili oziroma mu naredili krivico. Ja, pravzaprav krivico. Kljub temu, da bi uprizorila nekaj, kar mogoče v tem trenutku drži, če gledamo bolj splošno in malo bolj dolgoročno, pa pravzaprav ni to fair. Ja, to.
Kako sta se našli Samira Kentrić in risanje? Zdaj, tisti, kakšno lepo vprašanje. Koga prvi potem, ko vidim? vojni propagandi gre. Ja, že zelo zgodaj. Seveda se ne spomnim. Včasih zdaj razmišljam, jaz sem nekako ta generacija, pri kateri se je družba odpovedala ideji, da je treba levične ljudi spreminjati v desnične ljudi. Jaz rišem z levo in včasih pomislim, da če bi me kot otroka odvajali risati, pač pisati, početi stvari z levo, mogoče celo ne bi risala. To je meni tako spontano nekako prišlo z levo roko, tako da seveda rišem, odkar se spomnim. Rišem tudi zato, ker kot otrok takrat so bile pač, je bil način vzgoje malo drugačen, skratka ni bila ideja, da se otrok izraža, ampak da uboga. Ampak nekje se je bilo treba tudi izražati, tako da meni v tem smislu papir, ki je bil tudi vedno nekako poceni in pri roki, prišel prav in to vsekakor je bil vedno tudi moj način izražanja. Tako da zelo zgodaj, mogoče samo kot zanimivost, kot omenjam, sem levična, ampak to, kar se je potem z leti zgodilo je, ko sem prešaltala tudi na računalnik z risbo, v tistih prvih letih še nisem imela svojega računalnika. In ker je bila miška vedno na desni strani, sem pač začela risati še z desno. Tako da zdaj počnem oboje. Ko rišem na roke, je to leva, ko rišem na računalnik, je to desna. Tako da to je ena dodatna pridobitev. Ampak ja, v osnovi je to nekako popolnoma nerazdružljivo. No, jaz sem tista, ki rišem, če malo parafraziram, ker preprosto ne znam drugačno. To je moj način razmišljanja. Res se mi ne zdi, da je nekaj resnično, če nisem vsaj del tega dala na papir. Kaj bi rekli mladim ali pa otrokom, ki mislijo ali pa rečejo, jaz ne znam risati? To dostikrat slišim tudi od odraslih. Ni jim treba znati. Zakaj bi bilo pa treba znati risati? Gre za to, da ti nekaj tam počneš. Nikoli ne gre za to, koliko je to dobro. To je itak vedno subjektivno nekako. Ne? Jaz mislim, da je to bolj, meni se to bolj zdi nek odraz lenobe tudi. Ta izraz, da nisi niti pripravljen. Mislim, za koga pa misliš, kdo je tisti, ki naj bi presodil? Ne nazadnje, jaz mislim, da sodimo sami. Predvsem pa, če imaš to veselje. Jaz sem s tem recimo v resnici se tudi morala soočati, mogoče za tega tako radikalno razmišljam. Ko sem bila stara 13 let, sem šla na sprejemce na oblikovno in jih nisem naredila. In seveda v mojem okolju ni bil nihče, ki bi mi znal kontekstualizirati to. In tudi v tistem času moja učiteljica za likovno vzgojo v osnovni šoli mi je vnaprej rekla, da so bili že boljši od mene, pa niso naredili, tako da tudi tako ni bilo veliko upanja, ampak kakorkoli. Spomnim se, da takrat, ko nisem naredila, sem to razumela seveda kot natanko to. Jaz ne znam, jaz nima nobenega smisla, da se s tem ukvarjam, ker drugi, tisti, ki vejo, pravijo, da ne znam. In se spomnim, da nisem takrat risala verjetno prvič v življenju, vsaj tako, da se spomnim 3 dni. In pa se spomnim, po 3 dneh grem jaz sama tako v gost, prav smo se pri 13 res. Ležim tako na eni jasi in tako gledam gor in prijem do spoznanja, pa vsem, če znam ali ne znam, meni je to fajn. Okay. In tako se pač to nadaljevalo. Ja. Tako da, ja, to je moje sporočilo. Če nekaj rad delaš, pač delaj. Mislim, koliko je to dobro, who cares pravzaprav. Kaj bi sporočili mogoče učiteljicam likovne vzgoje, likovnega pouka v osnovnih šolah? Ne tega dela, bi sporočila. Ja. Skratka, otroci, ki imajo veselje, ne rišejo. Tako. In jih nihče ne govori. Ja, mislim pa celo, malo tako se mi zdi, saj vedno v življenju pride pa do nekih selekcij, ne? Vsi ne morejo na isto šolo in tako naprej, ampak tisti, ki ima veselje, bo to počel še naprej. Tako da predvsem ni za zatirati veselja. Kje vidite pomen pa nalogo umetnosti? Zdaj, velikokrat ste omenjali, pa tudi sicer velikokrat omenjate to provokacijo. Ne? Ampak ne gre za provokacijo samo po sebi, tudi pri Eklipsu ne gre za provokacijo samo po sebi, vedno je odzadaj neka vsebina, ampak kje konkretno vi vidite nalogo umetnosti? Jaz vedno skušam razložiti, da umetnost nima naloge. Če se meni zdi, da hočem nekaj sporočiti, bom seveda glede na to, da je umetnost polje, znotraj katerega delujem, sporočala to znotraj polja, v katerem delujem. Načeloma pa tukaj ni čisto nobenega pravila. Groza me je celo, da bi se kaj pričakovalo od umetnosti. Rada si domišljam, da je to res neko
igrišče, da je to neko Polje polje svobode. eksperimentiranja in svobode in kaj uspe, kaj ne uspe. Mislim, da je to preprosto neko polje, ki ga je treba zalivati, financirati, kakorkoli, in da je rezultat popolnoma negotov. In to je v redu. Sem pa tja bo vzniknilo nekaj novega, nekaj nenavadnega. Večina bo mogoče ostalo povprečno, ampak nima veze. Jaz mislim predvsem, da je za spodbujati to našo ustvarjalnost in to željo po igri, po izmenjavi nekih slogov, misli in tako naprej. Tako da res polje svobode, no, ne morem drugače. Ne bi želela, da ima kakšno drugo nalogo. Rekli ste za sobotno prilogo Dela, da raje govorite o tem, kaj mi je v umetnosti blizu in všeč, kot o tem, kaj se mi zdi bolj ali manj pomembno. Kaj vam je v umetnosti blizu in všeč, recimo zdaj? Zdaj pa to tudi malo težko odgovorim, ker je vedno to, kar trenutno opazujem, je tisto, kar me tudi trenutno okupira. Ne? Recimo, zdaj pred kratkim, ko sem bila v Berlinu in sem hodila po muzejih, sem ugotovila, tako, če pomislim za nazaj, sem zelo uživala v nekih renesančnih slikah. Uživala sem, kako zelo realno se lahko upodobi neko sceno nekega človeka, vsebino in kako se je to razvijalo skozi stoletja, te naše spretnosti, te različni slogi. Zdaj sem pa ugotovila, da me fascinira nekaj povsem drugega. Skratka, največ časa sem preživela v delu starega Egipta in opazovala hieroglife. Skratka, to, kar me trenutno fascinira, je, kako se je iz vizualnega znaka razvil jezik, kako se je vizualen znak abstrahiral, skratka, in kako to narediti. Skratka, ravno obratno. Če se me je še do nedavnega zanimalo čim bolj realistično upodabljanje sveta, me zdaj zanima ta postopek k čisti abstrakciji, skratka recimo k črki. To je trenutno meni najbolj zanimivo. In nekje ste rekli, da v bistvu prihaja pa že do te obratne poti, ne? Da z emoji prehajamo nazaj na hieroglife. Se pot obrača, verjetno tudi zaradi tega, ker imamo vsi občutek, da smo malo prezaposleni in hitreje sporočimo svoje čustvo ali svoje mnenje nazaj, tako da uporabimo samo en znak in ne cele besede. Tako da ja, očitno nas čas sili v to povratno pot. V Balkanalijah je veliko vas, je v bistvu knjiga o vas, tako kot sva rekli. Nekje ste rekli, osebno razgaljenje in brezkompromisnost v predstavljanju zgodb me ne obremenjuje, saj imam konkretne izkušnje v delovanju Due Eclipse. In zdaj prideva k tandemu Eclipse. K tandemu Eclipse. Vam je Eclipse pomagal, da ste postali bolj neposredni, neustrašni, recimo tudi v ilustraciji? Vam je ta izkušnja... Dajmo najprej povejte vi, kaj je tandem Eclipse. Jaz se še dobro spomnim takrat v 90-ih letih. Čisto konec 90-ih, 99-ega prvič. Spomnim se stvari v kapelici, recimo. Ampak kako bi recimo nekomu, ki takrat ni živel ali pa ni hodil na te umetniške performance, kako bi opisali, kaj je tandem Eclipse? In ne smeva govoriti v preteklosti, ne? Ne smeva, glede na to, da je bilo 4 dni nazaj spet nekaj, težko govorijo o preteklosti. Ampak to, kar se je v preteklosti zgodilo, je, da sva bili s Tino Kolenik sošolki na akademiji. Bolj različni osebi se ne bi mogli najti, to je res bilo skrajno zabavno. Skratka, Tina prihaja iz nekega zelo osvobojenega okolja, zelo liberalnega okolja. Nikoli ni bilo nič nerodno, nobenih težav s telesnostjo, seksualnostjo, skratka, vse takoj in zelo neposredno. Na nek način je odraščala v gledališču, njena mama je bila kostumografka, veliko časa je tam preživela. Skratka, videla je vse že kot majhna in noben je ni pri ničemer držal nazaj. Pri meni seveda ravno obratno. Jaz sem bila bolj introvertirana, vedno so me nekako privlačile bolj neke intelektualne vsebine, zelo veliko časa sem preživljala sama in se ukvarjala predvsem z nekimi mislimi, tudi risala ves čas, ampak nekako skrajno introvertirano. Skratka, to je bil res trg dveh zelo različnih značajev, še zdaj ne vem dobro, kako je sploh do tega prišlo, ampak kakorkoli, mi da so se na neki točki začeli družiti, ker to pa, kar je Tina imela, je pa ta neka popolna zanesljivost in empatija. To so pa neke lastnosti, ki pač sta nam očitno bili skupni in na tak način sva se našli. In potem se je iz nekega
šolskega projekta, neke šolske naloge, fotografiranja, ko me je Tina prosila, če jo jaz fotografiram v nekih pozah, razvila to, da je takrat bil naš mentor Peter Dabac, Zagrebčan, zelo dober fotograf, tudi zelo odštekan, in on je prvi in pravzaprav tudi edini videl, da to bi pa lahko nekaj bilo, pejte vidve kar to malo naokrog pokazati. In enako naivno smo midve tudi k temu pristopile, nič nisva vedela o sistemu umetnosti, niti te bazične informacije, da pač je treba stvar prijaviti, da je treba počakati, dobiti finance in gorda. Skratka, mi smo šli kar tako prosto od vrat do vrat, mislim, da je bil Škuc. Skratka, nekaj teh inštitucij sva obdelali, prišli do Jurija Karpana, njemu se je zdelo zanimivo in tako sva začeli tam sodelovati. Je pa to, kar je nama prinesel ta tandem Eclipse. Skratka, Eclipse sva dali tudi za to ime, ker je neko telo bolj v ospredju in drugo bolj v ozadju. Tinino v ospredju, ker to rada počela, moja bolj v ozadju, ker nisem imela te potrebe toliko po izpostavljanju. Kar je zanimivo, da z vsemi temi leti se včasih vloge celo malo obrnejo. Skratka, kvaliteta tega najinega odnosa in dela, ki ga skupaj počneva, je to, da smo uspeli tudi druga na drugo kar precej vplivati. Skratka, jaz sem se sprostila telesno, Tina je ugotovila, da včasih dobro tudi malo več razmisliti, preden greš v akcijo, in tako se mi zdi, da pravzaprav si z leti mogoče postajava bolj podobni, glede na izhodišči, ki sta bili res izrazito vsaka sebi. Skratka, uporabljali ste veliko golote, kot se temu reče, porno kiča. Kdaj je to postalo in zakaj je to dobro izrazno sredstvo za upodabljanje ali pa upovedovanje družbenih problemov? Mislim, da je to vedno bilo in bo dobro sredstvo za upodabljanje. Tukaj se nimamo kaj pretvarjati, da se tega ne zavedamo, tako kot smo prej omenjali, zakaj so si propagandne podobe tako podobne. Človeško telo, golo človeško telo, lepo golo človeško telo, ravno zdaj, ko se ukvarjam z vidom, raziskujem, ugotavljam, da biologija sama ugotavlja, kaj je tisto, ki v vsaki situaciji privleče pogled, človeški pogled, ali živalski, ni dosti druga, v bistvu živalski popolnoma enako, so 3 reči. Človek vedno opazi nevarnost. Opazi nevarnost okoli sebe, vedno opazi hrano in vedno opazi privlačno telo iste vrste. Skratka, če si človek privlačno človeško telo, tako da v tem smislu tudi biologija potrjuje, ampak v resnici mi sami vemo, ne, pač privlačno golo telo, zagotovo, mislim, zato se reče privlačno, ker privleče. Tako da vsekakor sva iz tega štartali, zavedali sva se, da bomo na tak način dobili pozornost in tiste vsebine, ki smo jih želeli dati v to telo, ta performance, so na tak način tudi dobile performance. Tako da sva se tega zavedali in to počeli. In počneva pravzaprav še vedno s tem, da to privlačno mlado žensko telo se seveda z leti spreminja, ne? Tako da za naju osebno je pa izziv ravno to, da ohraniš to veselje do nastopa in tudi to samozavest, ko se telo spreminja, da si še vedno sposoben to nekako pokazati. Telo uporabljati za upovedovanje. Tako. Se spomnite, takrat so bili kar žolčni odzivi tudi ponekod, ne? V resnici niti ne. Ravno to je zanimivo, ne. Pravzaprav zato, ker smo bili tako mladi, 22, 23, o teh letih govorimo, ne, se mi zdi, da je bila neka taka pokroviteljska naklonjenost. Jaz bi rekla prej, da nama niso nekako priznali neke teže, za katero še danes, ko gledam nazaj, mislim, da je tam bila, ravno zaradi te najine mladosti. Tudi ni bilo toliko, po drugi strani tudi toliko kritike. Skratka, bila je ta naklonjenost mladim avtorcem, ki si upata. Jaz bi predvsem to tako definirala. Rekla bi, da je bilo pomanjkanje mogoče malo ukvarjanja z vsebin, ravno zato, ker očitno je ta provokacija toliko stopila v prvi plan, ampak iz istega razloga manj kritik. Vsaj na začetku. Potem se je počasi to spreminjalo, ampak težko rečem, da smo bili sprejeti kakorkoli drugače kot res naklonjenosti. Govoriva zdaj v teh umetniških, kulturniških krogih. Tako, in kritiki. Ker takratni direktor Urada za verske skupnosti je zoper vaju vložil recimo ovadbo, ker je vajino golo interpretacijo Matere Božje s Ptujske Gore razumel kot
žalitev katoliških čustev. Zdaj, kako se je to končalo konkretno? Ja, to je bilo pa tako zabavno. To je bilo pa tako zabavno. Najprej je bilo, skratka, ko je prišlo to ven, seveda najprej navalijo mediji. Takrat smo bile stare, mislim, da 30, 31. Nama se zdelo, da smo že dolgo na sceni in tudi v resnici smo že bile, tako da nič tako zelo nepričakovanega. Tudi zelo hitro smo ugotovile, da situacija je taka. Ne. Tam imaš versko inštitucijo, ki ima ljudi zaposlene za to, da daje izjave, da pripravlja članke, da se s tem ukvarja. In potem so samo midve, ki itak živiva od nečesa drugega in skratka smo precej zaposleni, ki naj bi se zdaj branili. Ne. Midve sva se takoj zavedali, da to nima nobenega smisla in sva se odpovedali temu delu, da bi reagirali na to, kar naju je napadlo, ampak sva sem pripravila neko izjavo, nekaj par kratkih stavkov, predvsem v tem smislu, da Ptujsko-Gorska Marija vendarle v njeni simbolni vrednosti pripada vsem nam, ne pripada, mogoče sam objekt, pripada cerkvi, če je cerkev za njega plačala, pa tako naprej, pa še to vprašanje, kako je bilo. Ampak ta sama simbolika, možnost interpretacije, to pa nikako ne more biti v domeni ene inštitucije. Tako da to vse, kar smo bili pripravljeni o tem povedati in za tega tudi nismo imeli, nama ni to vzelo toliko energije. Simpatičen dogodek je pa vendarle bil, ko smo šli na informativni pogovor na policijo. To je bilo pa tako simpatično. Smo bili poklicani, ja? Sva bili, ja. To je bilo pa simpatično, ker naj je potem policaj spraševal, zasliševal, bolj spraševal, bi jaz rekla, da vem komu, po mojemu, mislim, bilo mu je narodno, no, ker ta vprašanja, ali ste najlaž speljali ta performance na točno ta dan, ko je dan nekega Marijinega obreda, sploh vedeli nismo, ne. Kup enih takih vprašanj. In potem nam je, tam ob sebi imel pa kup enih člankov, ki so šli na to temo in članki tudi, do katerih midve nikoli nismo prišli sami, recimo članki v družini in podobnih medijih, s katerimi nismo imeli stike. Tako da smo midve tam policaja prosile, lahko to še nam malo nakopirate, midve bi pa imeli ta material in policaj nam je naredil to uslugo. Skratka, imeli smo občutek enega fajn dogodka, no, tega, ker je kazal na ta absurd, ko nekdo, ki po službeni dolžnosti mora postavljati ta zopana vprašanja, vidiš, da mu je odveč, midve se zabavava, ker itak, kot rečeno, vprašanja so absurdna in iz hiše greva z več materijala, ko smo šle noter in skratka, ker se naj tiče vse v redu. V resnici nismo pričakovali, da se bo ta stvar kamorkoli razvila in se tudi ne, pač preprosto preveč absurdna je. Ne. Je pa zanimivo, ker se meni mogoče še do danes zdi, da največ reakcije ni, ko umetnik ali kdorkoli napade, ne vem, nek abstraktni kapital ali pa neko ideologijo. V resnici največ odziva je še vedno, ko se cerkev počuti napadeno. To je pa zanimivo in to je tudi zanimivo, kako zelo redko se zgodi, da se kdorkoli od umetnikov sploh odloči v to smer. Skoraj nikoli. To zagotovo kaj pomeni. Kako pa bi odgovorili recimo nekomu verniku, vernici, ki bi rekla, da s tem vi žalite njena verska čustva? Kot rečeno, to je njena interpretacija. Ne? Jaz imam pravico do svoje in ljudje razumejo, kot razumejo. In da je tudi ta podoba, ki jo lahko vsak od nas interpretira. Ne? Tako. Ja. Javno dobro, tako rekoč. Seveda. Ja. Ja. Pri Eclipse ste vpletali ste torej pornografijo, erotiko, ampak povedali ste v oddaji Likovni odmev, da se vama je zdelo pomembno poudarjati ne toliko, kje smo zatirane, ampak biti aktivne in emancipirane. Zdaj sem jaz to malo povzela s svojimi besedami, ampak mislim, da je to nekako srž. Ne? Imam prav? Ja, je bistvo. Ja. Tudi z leti, ko spremljava, kam grejo te neke bolj feministične prakse ali pa kaj se v družbi bolj poudarja, se mi zdi, da se že leta bolj poudarja vloga žrtve, bolj se poudarja, kje smo neenake in iz te pozicije izhajamo. Ne? Meni se pa zdelo, in tudi Tini se zdelo, in še vedno se nam zdi, da so pogosto te pozicije, ki izgledajo nižje ali težje dostopne za ženske, pogosto
bolj stvar neke ideologije kot prakse. Ne? Nama se je recimo izkazalo, če sva ignorirali predsodke, ki obstajajo, da sva pravzaprav lahko delali, kar sva hoteli. Ne? Tudi ravno to, kar sem prej razlagala, ta izhodišče, malo bolj avtoritarna vzgoja, ne? Skratka, ta strogost, iz katere smo rasli ven, medve, jaz sem komi čakala, da prijem do lastnega glasu, da se veselim tega, da imam ta lasten glas, telo, vse to in da delamo tukaj naprej. Ni mi bilo nikoli smiselno se preveč ukvarjati s tem, katere krivice so se mi vse zgodile. Seveda, vsak od nas se lahko odloči za to pot. Ne? Jaz celo mislim, da je mogoče lažja. Ne? Ampak vendarle, če pa pogledam, kaj vse mi je omogočeno, rajši gradim znotraj tega, kar je omogočeno in poudarjam, da je to omogočeno in da se lahko znotraj tega premaknemo še dlje. Se to je zelo neka abstraktna misel, to je po mojem mogoče tudi malo značajsko, k čemu si nagnjen. No? Ampak jaz rajš vidim stvari kot izzive in mislim, da nas tudi dlje pripelje. Predvsem pa se mi zdi humor, neko veselje, tisto, kar želim poudarjati. In na ta način ste v bistvu ta tradicionalni pogled na žensko telo, ki je bil moški pogled, v bistvu sta ga obrnili in sta ženski pogled na žensko telo, ki je osvobojeno in ki govori, jaz lahko s svojim telesom delam, kar hočem. To bi spet rekla, da delno drži, ne? Ker midve se, vsaj sploh v teh prvih letih, sva se zelo zavedale, kakšen je moški pogled na telo, tudi seveda poznava umetnostno zgodovino, kako se ta pogled razvijal in ga upoštevava. Seveda, saj polovica najine publike je moški pogled, seveda si želiva, da tudi moški pogled je zainteresiran za to, kar delava. Ne? Tako da te podobe mogoče na prvi pogled dostikrat tudi niso tako različne od tega, kot bi si, ne vem, moški stereotipno predstavljal, da ne bi te podobe zgledale. To, kar ves čas razmišljava, skušava poudariti znotraj Eklipsa ali pa kar sam performance naredi. Vedno je ta potem ideja, ta razlike, recimo, če bi delali dramo, če sodelujemo z režiserko, režiserjem, ali če si sami odločimo, kaj je tisto, kar bomo povedali, je ravno to, da si se sam odločil. To je ključno. Ne? Jaz sem se slekel, jaz sem to povedala, zato ker sem sama tako želela in se odločila. Ni to znotraj neke velike ideje nekega režiserja, kakorkoli, ki si predstavlja, da to paše v to njegovo zgodbo. Ta najpomembnejša emancipacija je za nas to, ne, same smo zbrali temo, same smo se odločili, da je to način in na tak način tudi pokazali, ne glede na možne odzive, ki sledijo. Ne? Ker performance vedno vsebuje res veliko mero tveganja. Pri performancu ni veliko vaje, izpostavljen si, zato ker ni veliko vaje, tudi seveda ne pomeni, da znaš dobro nastopati in tako naprej. Ampak nič to nima veze. Pomembno je, da imaš to željo nekaj sporočiti na način, kot se tebi zdi najprimernejši. Skratka, nihče od zunaj te ne prepričuje, da je to smiselno znotraj nekega konteksta, ki ga nisi sam določil. In Krpan vama je to rekel, ne? Da v bistvu je, mislim, da nekako tako, da je pravica do neuspeha. Pravica do neuspeha. Ja, tako. In ste se potem osvobodili tega strahu? Vsekakor, tudi nekaj neuspehov je bilo, tako da ni bilo druge, kot osvoboditi se. Ko smo govorili o teh razžalitvah, ste nekoč rekli, da menita, da vsak pravi simbol je večplasten in različnim osebam lahko pomeni različne stvari. To smo danes že večkrat omenili. Pri protestih zaradi njihove uporabe, pravite, pa gre za to morda bolj za poskus prilastitve pravice do interpretacije, kot pa za resnično prizadetost. To se navezuje praktično na vse te v bistvu proteste. Ne? Tako, na vse, s čimer smo se že soočali. In to bi lahko povezali tudi recimo s tistimi protesti, ko so bile pred leti, spomnite se, takrat je bil množični pogrom nad umetnicami, ne, ob Simoni Semenič in tako naprej. Ne. Gre za prilaščanje simbolov, ki so od vseh nas, tako, strani neke skupine ljudi, ki jih vidijo kot njihove in si lastijo edino pravo interpretacijo. Ja, mislim, noro zanimivo je to, kako na simbole tudi čustveno reagiramo. Ne? V tem primeru je šlo za državne simbole in imamo kar neko to idejo, kaj je spoštljiv način obravnavanja teh simbolov. Ok, najlepša hvala za vaš čas, za tvoj čas. Mogoče za konec,
Rekli ste, da se ukvarjate z vidom v najširšem pomenu. A je še kaj, zaznavate še kakšen problem na polju umetnosti, kulture, države, ki bi ga mogoče za konec izpostavili? Mislim, jaz se sprašujem o smiselnosti tega sistema, da umetniki se nečesa domislimo, potem moramo to reč prijaviti in zelo dolgo čakamo na sredstva ali kakorkoli. Mislim, da je v sistemu, kot ga imamo, da izginja spontanost. Tudi umetniki iz istega razloga lahko postanemo malo konformistični, ker preprosto vemo, da moramo toliko naprej nekaj razmišljati in tako vse nekako konceptualizirati. In mislim, da to mogoče ni nujno najbolj produktivno. Ne. Da ubija kreativnost lahko? Ubija kreativnost, mogoče bolj spodbuja pragmatičnost. Jaz tega, kar nekaj vidim, da so neke vsebine bolj aktualne, pa potem, če se s temi vsebinami ukvarjaš, dobiš pozornost, tudi če delo ni ne vem kaj. Veliko je tega, ampak pač vsak čas ima neke svoje specifike. Vendarle se mi zdi, da kdorkoli resno dela v katerihkoli pogojih. Okay. Še enkrat hvala lepa. Hvala. Hvala tudi poslušalcem in poslušalkam, gledalcem in gledalkam. To je bil še en podcast. Hvala, da ste bili tudi danes z nami.